Ta tip je šel pod krinko na parado ponosa in se pretvarjal, da je queer za Palestino. In fantje, zgodilo se je točno tako, kot bi si predstavljali. Čaka vas prava poslastica. Geji za Gazo. Kaj bi rekli Hamasu za parado ponosa? Radi vas imamo. Vesel ponos. Če verjameš v ubijanje nekoga, je to v redu. Zakaj? Podpiraš Hamas kot queer oseba. Vsi smo ljudje. Grem pod krinko, kot queer za Palestino na paradi ponosa, da razkrijem hinavščino gibanja. Gremo. Ste vi vsi za vključenost? Ja. Verjamete, da je parada ponosa za vse? Ja. Kaj pa za cioniste? Tega nam ni treba povedati, gospod. Enakost za vse, razen za cioniste. Počakaj, si ti queer za Palestino? Ja. Seveda, vsak dan bi bil. Absolutno. Zakaj? Ne vem točno. Bi šel na parado ponosa v Palestini? Seveda, z veseljem bi šel. Misliš, da bi te sprejeli z odprtimi rokami? Ja. Če bi osvobodili Palestino, bi Izrael postal 58. arabska in muslimanska država. In potem ne bi bilo več nobene judovske države. To je v redu. Geji za. Gazo, podpirate parado ponosa? Torej, ste za pravice džihadistov? Vi verjamete v to? V redu, dobro. Zakaj je pomembno biti vključujoč do džihadistov? Vsa življenja štejejo. So čudoviti. Ja, so. Džihadisti so čudoviti. Mislim, oni ne naredijo ničesar. Zakaj? Dobesedno. Kaže? Idioti. Samo neumni, neizobraženi pavijani, ki dejansko mislijo, da počnejo nekaj političnega, čeprav ne vedo ničesar. Nič. Šeriatsko pravo je tako pomembno za queer skupnost. Nimate šeriatskega prava za vse. Da. Zakaj podpirate Hamas v Palestini? To je queer oseba. Kaj mislite s tem? Vsi smo ljudje. Ni pomembno. Vsi smo enaki. Da. In Hamas, tudi črna življenja štejejo. Kaj bi povedali Hamasu za parade ponosa? Srečno na paradi ponosa. Srečno na paradi ponosa. Bodi lepa. Če verjameš, da je v redu ubiti nekoga, je to v redu. V redu je, če želiš ubiti nekoga. Ja? Kaj pravite kritikom, ki pravijo, da Hamas meče geje za streh? To ni res. In če to počnejo, je verjetno to neka miselna stvar. Tudi jaz nisem cionist. Ali še vedno lahko praznuješ, na primer, pašo in vse ostalo? No, gre za izhod iz Egipta. Ja. Ampak kam so šli potem? Je to P za Palestino? Ne, to je sonce, ni za Palestino. Misliš, da bi bilo treba P v queer abecedi spremeniti iz panseksualnosti v Palestino? O tem še nikoli nisem zares razmišljal. Ja, na lestvici zatiranja so Palestinci bolj zatirani kot panseksualci. Seveda, geji so v Gazi, sploh jih niso ubili. Kaj pa dejstvo, da je Izrael edina država na Bližnjem vzhodu, kjer je sploh legalno biti gej? To je neumnost. Palestina je bolj kot ni pravi kos, je kot metafora. Točno tako. Mislim, da bi morali narediti Izrael Palestino. Ja, zakaj je enakost? Če edino judovsko državo spremenimo v 58. arabsko-muslimansko državo. Ne vem, zakaj bi queer osebe podpirale Palestino? Skupna podobnost med Palestino in queer osebami je odpornost. Vsakdo ima pravico do življenja. Queer osebe in Palestinci so oboji odporni ljudje. To je skupna točka. In mislim, da je to res edina skupna točka. Ne bi pa rekla, da je palestinsko gibanje odporno. Mislim, da radi igrajo žrtev. Si zaslužijo živeti. Zdravstvo, stanovanja, svoboda govora. Vse stvari, za katere ste rekli, da se borite. In Izrael je pravzaprav edina država na Bližnjem vzhodu, ki ima te stvari. To so zanimive informacije. Kaj torej rečete ljudem, ki pravijo, da ima Izrael največjo parado ponosa na Bližnjem vzhodu? Ste vedeli to? Jaz tega nisem vedel. Nisem imel pojma. Nisem spremljal novic. Trenutno je v Palestini nezakonito biti gej. Gejovske ljudi mečejo s streh. O moj bog. In v Izraelu je pravzaprav edina država na celotnem Bližnjem vzhodu, kjer je zakonito biti gej. Zakaj zdaj govorimo svoboda Palestini? Vem, ne vem. Imaš kakšno idejo? Ja, presenečen sem. To je dobro vprašanje. Mogoče smo na napačni strani. Veš, to je bilo noro. Zapomni si, če res podpiraš enakost, ne nasedaj hinavščini. Srečen ponos. Mislim, bi lahko to povedala bolje sama. Pomanjkanje izobrazbe pri nekaterih teh ljudeh mi včasih daje upanje, ker si mislim, ukvarjamo se samo z neumnimi ljudmi. Torej, jih samo prekašaj v neumnosti. In potem se včasih vprašam, kako neumni so ljudje v resnici. Ali obstaja točka, kjer se neumnost ustavi? In zdi se mi, da ne vem, če se neumnost sploh kje ustavi. Trenutno, samo dvomim. Toliko informacij je na voljo ljudem, da bi lahko izvedeli, kaj se v resnici dogaja. Ni tako, da bi Palestinci to skrivali. Oni tega ne skrivajo, kaj ne? Torej, kje je potem težava? Ampak pomanjkanje izobrazbe se vedno bolj izkazuje kot ključna točka. Zdaj pa želim to dodati, preden katera od vas to napiše v komentarjih.
V današnjem času, leta 2024, sem pravkar rekla 2024. Leta 2026 ima vsak človek možnost raziskovati in sam ugotoviti stvari. In če tega ne počnejo, je to 1000% njihova odgovornost. Tukaj je še en video istega tipa Zeka Sage Foxa, ki samo pokaže, kako neizobraženi so ljudje v resnici. Gej! Ali podpirate Hamas? Da. Da, seveda. Da. Ali večina Palestincev? Ja. Palestinsko ljudstvo ima rado Hamas. Sem na strani odpora. Si videl videoposnetke, ki so jih objavili o tem, kaj so naredili 7. oktobra? Vse. In ti je vse to v redu? Z vsem, kar so naredili. Ubili so nedolžne Izraelce. Ubili so. Da, so jih. Da, so jih. Pokaži mi sliko posilstva. Ali misliš, da bi moral Hamas izpustiti izraelske talce? Ne. 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 Nič novega. Ne obstaja nič z imenom Izrael. Koran omenja Izrael več kot 100-krat. To je... Ali je Palestina omenjena v Koranu? Ne, ni. Umori, ki jih je Hamas storil 7. oktobra, je to v redu? Da. Imajo pravico to storiti. Problem ni Hamas. Morali bi gledati širšo sliko. Živijo pod okupacijo. Ampak Izrael je zapustil Gazo leta 2005. Seveda. Kaj pomeni antični oče? Nobeden od naju se ni rodil niti približno okoli leta 1940. Morava se soočiti z današnjo realnostjo. Ne. Ne soočaj se s to realnostjo. Velika Britanija je od leta 1948 pripeljala vse kriminalne Jude. Lahko se vrnejo nazaj. Holanda, La Roche. Iz večine teh krajev so jih izgnali. Judi niso bili ubiti ali izpostavljeni nobenemu boju ali nasilju. V skoraj vsaki državi na Bližnjem vzhodu. Ne, to je res. Izobražuj se. Če jih izženejo, je to zaradi njihovih lastnih dejanj. Kaj so naredili, razen tega, da so bili Judje? Kradejo. They do all awful listin. Ali kdo tukaj sovraži Hamas? V ZDA je to trenutno velik gibanje. Queeri za Palestino. Podpirate to? Ne. Tega nimamo. Tukaj ne obveščate ljudi. Ne. Ne. To je nekaj tujega. Ne bi bilo sprejeto. Ne, če sem iskren. Kar veš. Ali želite živeti z Izraelci v miru? Ne. Želim eno državno rešitev. Ne Izrael. Torej, brez Izraela. Da, Izrael izbrisan zemljevida. Izrael bi morali izbrisati. Torej, ne bi bili v redu z rešitvijo dveh držav. Seveda ne. Izraelci niso bili iz Gaze. Smejali so se. Misliš, da se ti ljudje resnično smejijo, potem ko so bili talci? Smrtno jih je strah. Kdo ti je to vcepil v glavo? Mislim, da zanikaš resnico o Hamasu. Hamas izvaja strogo šeriatsko pravo. Vsaj v Ramali lahko svobodno pokažeš lase. Bi si želel, da bi Hamas prevzel oblast? Dovolili bi volitve. V Gazi. Že 20 let nismo imeli volitev. To je dejstvo. Morda so si jih ljudje res želeli. Hvala, da ste si ogledali to poročilo. Res je divji zahodni breg. Mir. Divje je povsod. Poglej, vsi so neumni. Tako se počutim po teh videih. Če sem lahko našla ta video brez kakršnekoli sreče, ki razkriva, kaj Palestinci v resnici čutijo, potem to ne more biti tako težko tudi za koga drugega, kaj ne? Hvala, ker ste tej zadevi namenili pozornost.